Tematsko modeliranje zahteva veliko raziskovanja ustvarjenih tem in tudi podrobnejšega branja. Čeprav celotna ideja tematskega modeliranja temelji na povzemanju velikih množic besedil, tehnika zares postane uporabna šele, ko teme razložimo. Teme lahko razlagamo po naboru značilnih besed, ki jih izlušči LDA, ali pa opazujemo pogostost tem v korpusu. Lahko pa tudi izrišemo karto dokumentov ter na njej označimo regije, kjer je tema bolj prisotna. Odprimo Orange ter naložimo podatke Parliament iz gradnika Datasets. Dodamo gradnik Corpus, nato Preprocess Text. V Preprocess Text dodamo lematizacijo z lemagenom ter odstranimo besede, ki se pojavijo v manj kot 10 dokumentih. Nato dodamo Bag of Words s TF-IDF transformacijo ter Topic Modeling, kjer izberemo 5 tem. Tokrat smo zgolj na hitro zgradili ustrezen delotok. Za podrobnosti si poglejte videa o predobdelavi besedil ter tehniki LDA. Sledi malce kompleksnejša nastavitev. Na Topic Modeling povežimo gradnik Select Columns. Topic Modeling na izhodu izvornemu korpusu doda stolpce s porazdelitvami tematik. Te so poimenovane Topic 1, Topic 2 in tako dalje. Najlažje podatke uredimo tako, da v filtru desno zgoraj vtipkamo Topic. To vrne 5 stolpcev s porazdelitvami tem. Izberemo jih ter jih premaknemo v metapodatke desno spodaj. Na ta način teme obdržimo za označevanje podatkov, ne pa tudi za računanje. V nadaljevanju bomo dodali vizualizacijo Tisni, ki iz številskih podatkov izračuna 2D prikaz. In sicer tako, da so bolj podobni dokumenti bližje skupaj. Za računanje uporabi stolpce, pridobljene s tehniko TF-IDF. Podobnost torej računa na podlagi porazdelitve besed v dokumentih, ne pa na podlagi porazdelitve tematik. Tematike obdržimo v metapodatkih, saj jih bomo uporabili za označevanje delov vizualizacije. Najbolje, da si kar pogledamo. Na Select Columns povežemo gradnik Tisni. Ta bo izračunal podobnost dokumentov in jih prikazal v 2D prostoru. Še manjši popravek pri nastavitvah. Namesto evklidske izberimo kosinusno razdaljo oziroma cosine distance. Ta je namreč primernejša za računanje podobnosti med kompleksnimi podatki, kot so besedila. Za ponovni prikaz pritisnimo Start. Krasno! Vidimo, da obstaja nekaj skupin dokumentov. Ena je tukaj, druga tukaj in manjša tukaj. Sedaj pa najbolj zabaven del. Točke bomo pobarvali z verjetnostjo teme. V razdelku Color izberemo Topic 1. Izbor točke v vizualizaciji pobarva glede na zastopanost teme. Tema 1 je očitno nekoliko razpršena. Poizkusimo še druge teme. Izgleda, da je tema 3 dokaj zgoščena v delu vizualizacije. Čez točke povlečemo pravokotnik in jih s tem izberemo. Dokumente si bomo pogledali v gradniku Corpus Viewer. Najbolj smiselno bi bilo, da bi prebrali nekaj primerov. A že hiter pregled naslovov dokumentov nam razkrije, da gre za dokumente o Brexitu in zunanji politiki. S tem zaključujemo tematsko modeliranje. Z gradnikom Topic Modeling smo izluščili 5 tem, ki smo jih pogledali na karti dokumentov. Karte nam služijo kot hiter pregled podobnosti primerov, z metapodatki pa lahko na karte dodamo poljubne informacije, na primer zastopanost tem. Poizkusite ponoviti delotok na novih podatkih. Z nekaj vaje boste hitro postali vešči luščenja tem in njihovega raziskovanja.